Dobrodošli na prvi oddaji podcasta na Easy. Danes gostimo enega izmed najbolj prepoznavnih slovenskih športnikov, lastnika najhitrejših brk in pa lastnika najboljše šunke v Sloveniji, eden in edini, najljubši smučar vaše mame, Filip Flisar. Pozdravljen, kako si kaj danes? Dobro, veš, da sem dobro. Kdaj pa nisem? To moraš ti meni povedati. Ponavadi sem dobro, ja. Oglejam, bi te samo prosil za vse, ki te še mogoče ne poznajo, kar dvomim, če se lahko samo malo predstaviš na hitrico, na Easy. Sem Filip Flisar, svetovni prvak v smučarskem krosu, Mariborčan in človek, ki ima rad dobro hrano. Se popolnoma strinjam. No, zdaj pa tako, da začnem čisto na Easy. Zakaj si sploh začel z smučarskim krosom? Zakaj si v bistvu začel trenirati smučarski kros? Si na začetku treniral kaj druga, pa te je pol to nekako vodilo v to? Ali si že od začetka na snegu? V bistvu jaz sem začel z smučanjem od malega. Zdaj, ko sem bil star dobre 4 leta, sva s fotrom tukaj na našem ljubem Pohorju dosti smučala. Pol se pa je to iz neke igre valjda preveslo, bom rekel, v nek šport, se pravi, tako da sem začel resno trenirati. Jasno, da sem začel kot alpski smučar, zaradi tega, ker ko sem jaz bil star 4 leta, skikros še sploh ni obstajal. Ja, pol nekje, ko sem bil star okoli 21 let, mislim, da sem imel dovolj alpskega smučanja in sem šel v skikros, ker je bil nekako, bom rekel, bližje mojemu karakterju, ki je malo bolj divje narave, tako da skoki, hitrost, borba, 4 ljudje na isti progi, to je neka varianta, ko je meni malo bolj všeč, tako da to je to, no. To si malo bolj special, alpski smučar. Mislim, se oni tudi asi, ampak vsak ima nekaj svoje, jaz sem bolj taki uličar, pa mi to bolj paše, ne. No, kaj pa, če je mogo nekomu, ki smučarskega krosa ne pozna tako dobro, kak bi ti smučarski kros njemu opisal, brez da bi za neki športni slang uporabljal? Brez da bi športni slang uporabljal, pol bi lahko rekel, da je to tekmovanje na smučah, kjer grejo v bor, sploh ne vem, kako bi to rekel, viš, štirje... Jaz nisem vedel, kaj je smučarski kros še 3 tedne nazaj. Ne, no... Dok nisem jaz začel, veš, malo pogooglal, to se zdaj razumem, pa vse, ne. Ampak jaz sem šel gledati tiste YouTube videe, te sem pa videl, da... Prvo sem šel gledati YouTube videe brez tebe, ne tvojih teh videov. Mislim, kaj te je to tako počasi? Te pa sem šel en video tebe gledati, pa je to bilo čisto drugo, se mi je zdelo tisto, ko si zmagal svetovno prvenstvo. Ja, ni tako počasen naš šport, ampak v bistvu v principu štirje grejo dol po isti progi z skoki, z temi zavoji, bandami, se prerivajo, padajo in na koncu najhitrejši zmaga, logično, tako da... No, pa se zdi, da bi to nekdo, ki še tega ni videl, sploh lahko razumel, dok ne tega v živo vidi. Ja, mislim... Lahko že razume, ampak vedeti moramo, da ko ti vidiš sploh taki šport, kot je skikros, je v živo nekaj čist drugega, ne? Ko ti slišiš, vidiš, kamera dosti krat oziroma vedno naredi objekte in vse bistveno manjše, kot so, ne vidi se brzina, ne vidi se teh stvari, tako da absolutno v živo videti, to je nekaj čist drugačne kot preko televizije, tako da, ja. No, vsi, ki te poznamo, vemo, da si ful sproščen tip, da si poln nekega humorja. Kdaj pa se v tebi vklopi tisti tekmovalni način, tisti, veš, tvoj preklop? Dobro vprašanje. Ja, pred tekmo, kdo bi si mislil. Veš kaj, šport je tak, ne glede na to, če si sproščen, veš,
to še ne tu povem, marsikdo je kdaj tak si mislil, ja, vse frizer se skozi nekaj zajebava, pa to ni, ne. To, če si ti sproščen, ne pomeni, da nisi resen. Veš kaj mislim? Jaz sem zelo resen, ko se prije do športa, ko se prije do treningov, ko se prije do razmišljanja, planiranja naprej, kak boš zdaj bil boljši kot drugi. Zdaj, če se jaz zezam, pa imam rad humor, to pač je moja osebna lastnost, ne. Tako da v tistem, jasno, ko si pa na tekmi, ne, v tistem modusu, pa ni zajebancije, ne, in jasno, kot športnik si ti naučen, da lahko te preklope delaš zelo hitro, ne, tako da ne rabim jaz imeti zdaj nekih priprav, da bom zdaj v neko mentalno stanje padel, ampak gre to zelo hitro v ta modus operandi, kjer si pač v bistvu, ker na koncu dneva je naš šport je zelo tak, ne zdaj krvoločen dobesedno, ampak vseeno je mož na moža, ne, nisi sam na progi, tako kot so recimo smukači, in tukaj moraš imeti, tako kot je pri borilnih veščinah, moraš imeti to, veš, že pred samo tekmo je ono, ko se pogledaš v oči, moraš ti izkazovati neko dominanco, ne, veš. Pa kaj si imel kaki ritual, te ko si še tekmoval, valjda, veš, tako sem prej rekel, že nekaj, kaj je bil tvoj preklop vseeno, si imel kako rutino, preden si šel na sneg, si šel jest kaj specifičnega, ne, tako praviš, da imaš ful rad hrano. Probal sneš. Nekaj ziher je. Je, ampak te stvari se tudi spreminjajo, veš, ker ti si, recimo, ne vem, ko sem bil star 20 let, sem bil v drugem nekem mentalnem stanju kot pri 24, 26, 28, pa 30 letih, razumeš? In ti si skozi to rutino malo spreminjaš, glede na to, kaj ti v danem momentu paše, ne, ampak vedno pa hočeš imeti nekaj, jaz smo z psihologom, s katerim sem jaz delal, največ s Matejem Lunežnikom, jaz smo, ne, temu se je reklo krog pozornosti, ne, veš, ti si v tem krogu pozornosti, kjer pač si ti narediš tisto, kaj ti v danem trenutku paše, se pravi, enkrat se moraš malo bolj fokusirati na neke določene elemente, ki boš na progi naredil, enkrat se moraš malo bolj, recimo, eni se morajo umiriti, jaz sem dostikrat, ker so nervozni, jaz sem dostikrat imel problem, da sem bil premalo našpanan, veš, da mi je že bilo tako, joj, tekma, veš, da sem se mogel sam zavestno malo nahajpati, pa tako da, skratka, v tem krogu pozornosti ti vedno malo delaš, kaj rabiš, ne, in pol pač greš, narediš to, neko malo zapreš oči, se probaš dati v to stanje in pol gasne. Smo na nekem čist drugem svetu, da zdaj gremo, če bi ti mogel čist znova začeti, pa skikros ne bi sploh obstajal. Noben si ga ne izmislil, noben ne bi, ne vem, poznal skikrosa, kaj bi ti izbral? Ker je šport. Ker je šport. A pa neki hobi je lahko tudi mogoče. Verjetno bi zbral motocross. Jaz sem bil že kot otrok, pač sem si res želel biti motocrossist, ampak smo imeli pač doma situaciji, pa vsega, to niti finančno ni šlo skozi, niti z vsem tele sem se mogel zadovoljiti z smučarskim krosom, ne z motokrosom, ampak ja, mislim, da če bi lahko, pa če bi mi seveda pogoji to omogočali, bi verjetno bil motokrosist. Par let nazaj, mislim, da je bilo 2017, 2018, to nisem siguren, ampak par let nazaj si posnel video z Red Bullom, to si gor jetpack, pa si smučal skozi mesto pri, mislim, da 120 km/h. Me pa zanima, kakšne priprave so bile to, veš, fizične in mentalne, kako si ti pripravljal na to, ziher neke ovire bile, da ne, to ni iz danes na jutri. Ja, to je ful pač
bilo težko, ne? Ker to zdaj, če te neki rukzak tiši, ne? Jetpack ima 40 kil potisne sile, se pravi, to je kot da bi ti 40 kil tišalo, ne? Če si daš 40 kil v rukzak, si znaš predstavljati, kako 40 kil dol vleče, zdaj si pa moraš predstavljati, da 40 kil gor vleče, ne? Ampak priprav nisem imel absolutno nobenih. Zaradi tega je tudi projekt je bil dolgo bolj kompleksen. Tisti, ko smo bili zarajen, bolj znamo to ceniti pa vedeti, zakaj se dogaja. Zaradi tega, ker pač to ni bila stvar, s katero bi jaz lahko ne vem kaj treniral. Ne? Mi smo prišli, dejansko pač je bilo tako, da smo na dan snemanja sem jaz prišel tja, mi smo dali tudi jetpack gor, ona dva strojnika, ki sta v bistvu skrbela za to, da je to laufalo, sta ga vžgala, oni drugi so kamere vžgali in smo šli. Tako da tisti posnetek noter, ko gremo ob Dravi, tam je bilo prva špura. Sicer smo že imeli za tem jetpackom 1 leto prej na Pokljuki tudi en video, ker to je bil jetpack 2.0, ne? Ja. V Mariboru, ja. Takrat smo ga prvič sploh vozili, smo ga uporabljali in med tistim letom pa pol naslednjim snemanjem ga jaz nisem imel niti enkrat na sebi, tako da... Ti imaš tudi jetpack doma, ne? Ne, nijem ga doma, ne. Če piše, da si lastnik... Ja, ne, nijem ga doma, imajo ga... Sploh ne vem, kje je, zdaj mislim, da ga trenutno ima en od teh strojnikov, oziroma teh, ko je z njim upravljal, tako da... Pa če bi ga lahko bi ga zir domov vzel. Je samo kaj z njim doma delam. Pa daš ga, ne vem, na steno ga obesiš, ti če imaš 40 kil, kaj te se pa to je velika stvar. To ni stvar, katero bi pol lahko uporabljal, ne. To je, ker to ni zdaj tak, da vžgeš pa greš. To moraš imeti ljudi zraven, ko za to skrbijo. Ne pravim, da bi uporabljal, pač neko, veš, da bi ga imel na steni. Ja, valjda. Pride nekdo na obisk, vi jetpack na steni. Nijem placa, zato če ti po pravici povem, še kristalni globus, pa medaljo svetovnega prvenstva, pa iz X Gamesov medalje imam neki v kleti, noter vodi kišti, tako da niti tega nijem razstavljenega, jo. No, gledam, zdaj pa se vam idvo odigrano igrico. Sem ali nisem, verjetno poznaš, ne? Jaz ti bom prebral bom vprašanje, sem ali nisem, midva bomo oba odgovorila. Tu imam... Evo, izvoliš. Hvala lepa. Smo naredili prav za to. Odlično. Sem ali nisem, ti samo obrni, upam, da ne boš narobe obrnil. Upam, da neš narobe vprašal. Sem ali nisem. Glede na to, da smo oba šterca, sem razmišljal, bi jaz tu gor Valda napisal. Samo Valda ali nisem, ne, skupaj še, ne, najbolj. Samo res, kaj je kontra Valda? Vse to, jaz sem gledal, pa ChatGPT se sprašal, kaj je štajersko za nebo, pač nič ni, ne. O tem se moramo še pogovoriti. Rečemo Valda ali pa nisem. Valda ali pa nisem. No, v glavnem, če začnemo, prvo vprašanje je, sem ali nisem si kdaj pred tekmo rekel, danes pa se mi res ne da. Valda. Valda, kaj pa? Če to si tekmuješ, jaz tudi sem tekmovalec in se mi zdi, da včasih, ko je res naporno, vse greš naslednji teden spet na tekmo, kaj mislim. Ja, ni, šport ni tak idiličen, ko včasih komu zgleda. Dostikrat se ti ni že zaradi vremenskih razmer, recimo pri nas, ne. To pa jaz ne ve, jaz tekmujem v dvorani. Tako da dostikrat je tako, ampak pač moraš, tak je, ne. Ene stvari pač ne moraš spremeniti, ne. Sem ali nisem kdaj obžaloval svoje odločitve glede frizure ali brade? Začni. Stari, enkrat sem si naredil trajno, ne. Preden smo šli z Soči na olimpijske igre. Pa še to je bilo še slabše, stari. Prvo smo si, en naš friend je bil frizer in nas je strigal in nas je bilo par pubecov tam in kao smo hoteli ene od naših frendov, katerega je toti naš friend tudi strigal, je ful
mi smo mu rekli, naj si tu malo bolj kratko naredi. In on, ne. In smo rekli, gled, če si ti bolj kratko naredil, si bomo mi blondni čop tu naredili. In potem smo si vsi blondni čop pobarvali. Seveda, oni so si ga pobarvali nazaj, ne, čez par dni jaz si ga nisem, dokler mi ni ven zrastel in pol sem jaz tega frizera skozi zajebaval, da mi naj trajno naredi. In je rekel, ne, stari, ker me bo tvoja matera prišla ganjati. Koliko si bil star? Pa, ne vem, 25, 24, ni bilo zdaj, da bi bil mali, da bi mama, pa on se je skozi šalo, ne. In pol dejansko mi ni on naredil in mi ena druga naredila trajno in pol sem imel trajno in je bilo to res slabo, stari. In pol sem šel na olimpijske in valjda trajno ti ostane in stari, jaz sem imel ta grdo frizuro tam, da ko gledam fotke iz onih olimpijskih, si mislim, ampak glej, na isi, stari. Na isi. Sem ali nisem si kdaj rekel, zdaj bom pa res odrasel. Pa to je, bi rekel, človeška narava, ne? Zakaj bi odrastel? Jaz mislim, da še lahko to bolj tu povem kot ti, ker jaz se definitivno ne počutim starega toliko kot sem, pa se nisem toliko star, ampak vseeno, ne, 38 sem star, zdaj če tako gledaš čez 2 leti 40, samo jaz bi komot lahko šel k vam v razred noter, pa smo na isti valovni dolžini, ne, tako da... Ko bi le lahko, ne? Tako bi le lahko. To se lahko zmenimo, lahko priješ enkrat. Prijem, malo kao. Bomo se zmenili. Sem ali nisem kdaj goljufal pri treningu? Goljufal pri treningu? Ne vem, zakaj bi goljufal nisem. Če pa misliš, da sem kdaj kaj, nisem vsega naredil, koliko bi mogel... Jaz mislim, da je to mogoče bolj mišljeno, veš, taki neki kondicijski treningi pa to, ne? Da če bi mogel narediti celo... Pa si nisi štel, ne vem, pa si nisi to sklecnarja, pa nekaj. Tisto lahko rečem, da kdaj nisem, ne? Ampak načeloma sem pa bil kar discipliniran, kar se tega tiče. Vse to pač je narava športa. Da bi pa nekaj goljufal, da bi pa recimo, ne vem, če mene je trener, da ga ni bilo zraven, ne vem, ker je zbolel, pa me je bolj vprašal, si naredil to, nikoli, niti enkrat še nisem, da bi mu rekel, sem naredil, pa nisem naredil. Jaz sem mu pač rekel, da nisem, ne. Jebi ga, ne, kaj ne. Sem ali nisem se kdaj pretvarjal, da sem nekdo drug? To pa, jaz mislim, da se ne rajem jaz nekaj pretvarjati, ne. Jaz pač... To sem jaz iz fore, jaz se vedno, ko nekoga spoznam, sem predstavljen kot Filip. In ne. Ok. To je zdaj tak slučajno. Slučajno, dobro. Ampak Filip in dosti ljudi še zdaj verjame, da je meni ime Filip. Izboži si lepo ime, ne, super. To sem tak randomly zbral, ne, to je zdaj slučajno, ampak vse pa je definitivno zgodilo, ja. Epic. Sem ali nisem jedel šunko med tekmo? Lažem! Ne vem, če je bila šunka. Sicer noter definitivno ni bila pohorska šunka, ampak enkrat stari, ko sem še jaz sem kar dosti se zajebaval, ne, ko sem bil mlajši, ne, tudi trenerji v reprezentanci niso bili tako navdušeni nad mano, ne. No, in enkrat, ko smo imeli slalomsko tekmo na Rogli, stari, sem jaz pred štartom naredil paj semiča in sem rekel, gledajte, saj to, stari, in sem imel kos semiča v ustih celo progo, celo pot dol in ga dol v ciglo pogoltna. Ne vem, če je bila sicer šunka noter, verjetno je bila, tako da to je bil mogoče en izmed manevrov. Jaz bi se lahko tu zaključimo, sem, nisem, lahko gremo nazaj k vprašanjem. Vprašanje, ga držiš, če hočeš, vrži ga tu, se nima veze. Jej, Mara, ti ješ, sploh ješ kaj? Zakaj si se kdaj vprašal? Če hočeš, jej. Stari moj, si se ti zavzel, da mene to je čudno, ker nikoli noben ne je, pa noben ne pije. Pa na intervjuji, pa politiki, noben ne pije. Stari, jam zdaj pil, pa nekaj ume, da ti me vprašaj. No, zdaj si že tako skoro toliko znam po povrski šunki, ko si znam po brkih. Zdaj mene zanima,
kako je sploh prišlo do tega? Kaj si pač en dan rekel, jaz grem zdaj all in v šunko, ali se pač to zgodilo naključno? Biznis se ponavadi ne zgodi, ne? Ker tak, da bi ti padal na glavo, tako da se tudi meni ni to zgodilo, pa nobenega ne poznam, ko bi se mu. Jaz vedno poslušam znake, ki mi dajo življenje, ok? In nekako tako je naneslo, da ena gospa enkrat rekla, ja, veš, ti bi mogel nekaj svojega prodajati v trgovini, pa ti imaš rad hrano, pa to, nekaj bi mogel, ne? Pa sem jaz bil tak, johate, ne prodajam, ne? Pol enkrat sem bil stari v keksarni Brodnjak, tam in pijem neko kavo in prije en gospod po imenu Alija do mene in mi reče, halo, ti bi mogel zaščititi znamko Pohorska šunka, ker on kao nekaj zaščiti, neke znamke. In jaz, kaj naj zaščitim Pohorska šunka? On niti ne šunka kot šunka, ampak samo to, ne? Ker mene so namreč klicali Pohorska šunka. To vem, ja. Zaradi tega, ker ko sem ja postal svetovni prvak, sem v cilju dol je rekel, da to je bilo zaradi mojih pohorskih šunkov, zaradi nog. In valjda, to sem jaz rekel na nacionalki, ne, na televiziji in valjda so vsi pol se režali in pač je to bil nek moj nickname. Delovalo je, ne? Delovalo je in pol sem jaz začel sestavljati to, ona mi je govorila, da bi tam jaz, tudi Alija me, da bi za pohorsko šunko. Pol je moja punca je nekak tak bila malo nezadovoljna v službi, pa iskala nekaj novega, pa sem pol bil tak, čakaj malo, kaj pa če mi naredimo pohorsko šunko, razumeš, ti pomagaj, mi dajmo to skupaj delati, pa bomo videli, ker sam sem vedel, da se tega ne lotil, ker je preveliki projekt. In evo nas, stari moj, pohorska šunka, it's alive. Hvala Bogu. Gledam, zdaj pa glavno vprašanje. Brki. Ok. Brki so bili, brkov več ni. Vsi smo te valjda poznali tudi po brkih, ne? Vsi bi dali vse za take brke, kot si jih imel ti. Zdaj pa zakaj jih več ni, je vprašanje. Ali je to bilo, veš, zaradi obdobja, praktično več ni bilo, ali pač si jih moj enkrat v penzijo že poslal. Vsi bi dali vse za take brke? Mislim, jaz za sebe vem, jaz bi dal vse za take brke. Ne, nič to raz. Razem zdrževa. Ja, moraš se noter vuni, kako pravijo, vuni z medom, not pa s kurjim drekom. Veš to, zakaj, ker drek vun tiši, med pa vleče na zunanji strani. Pa pustimo, to so stare kmečke modrosti. Brki so bili ful dobra fora, ampak z brki je dosti vzdrževanja, ne? Ker to sem jaz mogel vsaki dan si fenat, česat, vosek, še one svoje voske za brke smel, recimo, ne? In to dosti dela, ne? Jaz pa zdaj rad jem in pol to, veš, to moraš tak nekak jest, ko neka riba, razumeš, ne moreš to pa hamburgera pojest, stari moj, ker imaš tako gor na brkih, da... Kaj pa, ko jih nisi rihto, kak je to zelo, tak se dol padle? Ja, veš, da na mroža, ne? Kaj pa misliš, kot tak, ne? Adijo. Tak, skratka, in hrana se ti noter, ne, ujame, ne? To veš, če sem jaz, danes so tudi burgeri, taki pa smeši, pa oni tretji stari, smeša, nekaj bi jaz pojedal, pa to, jaz sem rabo tuširanje, ne, serveto. No, in pol je bila fora enkrat sem bil na Kubi, ne, in tam na Kubi sem probal na hitro povedati, tak Kuba ni, ne, tako kot Evropa, pa tu moderne države, kjer imaš ti te salone, pa po centru greš, pa je to same neke trgovinice, to je pač rastor tam. In neka ruševinasta bajta, pa tako malo dol noter in se je videlo, da je kao neki frizer. Nič napisal, nič. Pa jaz sem takrat zdaj na svoj izgled na tok dan, pa moja bivša takrat, daj se bo strižile kaki si, pa jaz pa, kaj zdaj ne. In te gre tja noter, pa sem okej, dobro, bom šel, pa jaz svojemu nekaj razlagam, daj tu me malo gor dol, pa ovi začne, veš, pa vlada, ti pune na hitro, veš, z glavnikom, pa mašina brez špegla, stari, sedim kuj na nekem stolu, ne na frizerskem, pa z ovim mantlom, gor, takuj, ne. Stari, mi ovi brado dela, cukne brk, med tem, ko ovi potegnil, sem jaz zakričal, pa
oj, potegne, jaz se vstanem, stari, ovi stoji, jaz stojim tam v kotu, ova moja bivša stoji, ker tak ni vedela, bo pizda, pa kaj se bo zgodilo zdaj, razumeš? In on mu nič jasno, valjda on ni vejo, kaj zdaj, da jaz, Filip Lisar, pa Brki, kaj neki Kubanec vejo to. Te pa ni bilo špegla, stari, in jaz probavam z jezikom, kak je zdaj to, ne, lej, ti samo naredi zdaj do konca, kak je, pa tak se ne bomo videli več nikoli. Nikoli več ni bilo, da bi... No, in ove to naredi, ne, in te se mi tako režijo, ne, ker sem bil smešen, ker oni me ful na kratko postrigal, veš, kak je to, jaz sem zgledal ful čudno. Skratka, ampak pol sem jaz zvečer pojedel večerjo, stari, brez problema, lahko sem se pobrisal. Zajtrk sem pojedel, ni panike, stari, kosilo. Kaj sem te zamujal? Razumeš, in pol sem jaz bil tak, veš kaj, mogoče pa se eno čas, da si jaz olajšam življenje in pol od takrat dalje je, bom rekel, praktičnost je premagala pred stilom. No, eto. Zdaj pa za zadnje vprašanje, smo že pri zadnjem. O, Matona, hitro šlo. Pa hitro je šlo. Ja, glej. Zadnje vprašanje. Če bi mogel nekomu, ki se preveč sekira, dati eno čist na easy lekcijo, kaj bi mu povedal? Da vsak v življenju ima neko stvar, katera mu je, ne bi rekel, usvojena, ampak ki bi jo mogel delati. Ljudje se sekirajo večinoma zaradi tega, ker ne delajo to, kar bi dejansko mogli v življenju delati. In vsak bi si mogel res vzeti čas pa pri sebi razmisliti pa ugotoviti, kaj je tisti njegov bit, kaj je tisto, kar so oni in kaj morajo delati, ker če ti delaš nekaj, kar dejansko je tebi namenjeno, pa kaj dejansko si ti v srču svoje identitete, je vse bistveno lažje. In se zaradi tega posledično tudi bistveno manj sekiraš. Ljudje pa zdaj dosti krat hočemo, sploh danes v nekem totem džumbusu socialnih omrežij, vsakega vidiš, pa hodi tam neki, pa vsi živijo kao najboljši life, v resnici tako vemo, kakva je realnost. Ampak to te podzavestno zanese in pol se sekiraš, ker nisi nekdo, kar si želiš biti, ampak vprašanje je sploh, če si tisto ti želiš biti, tako da prvo moraš ugotoviti, kaj sploh ti si, pa kaj moraš delati, pa kaj rad delaš, pol pa gradiš na tem. Eto, podcast na easy, you heard it here first, ne? Stari moj, bilo je na easy. Bilo je na easy. No, v glavnem, hvala ti, Filip, da si danes vzel čas za nas. Ful smo ti hvaležni. Zdaj pa jaz mislim, da je čas, da gremo mi šunko brovat. Je tak? Gremo, absolutno, ne bomo samo sladka jedla. Mislim, sem ti si jedel, jaz nisem nič jedel. Jaz imam plac. Te pa gremo. V glavnem, to je bilo to za prvo epizodo. Mi že komaj čakamo na naslednjo epizodo. Hvala Filipu še enkrat in vidimo se naslednjič.